da sem šel dopoldne teč Kranjska gora Vršič, ne, pa vemo, da je težka, pa sploh nisem bil slab, sem bil tretji absolutno, popoldne sem šel pa še Radolško 10 odlaufe, pa spet stopničke. Ne. Mislim, danes tudi v sanjah ne pomislim, da bi kaj takega delal. Ne. Ta je kar dosti zahteven, tudi iz tega stališča, ker je prvih 16 km se kar spušča in je seveda za mišice to tudi ni preveč dobro, če nabijaš in tam seveda jaz sem tekel z njim, pa ga tako gledam, pa prav, ma pusti stari, ti kar teč za mano, greva midva, ne. No, pol na koncu sem pač plačal svoje, ne. Matjaž, pozdravljen, živjo, dobrodošel v podcastu Zagret za tek. Živjo, hvala za povabilo in tudi nazaj lepe pozdrave iz Ljubljane. Vračam pozdrave z Gorenjske, hvala, da si se odzval tako hitro mojemu vabilu. Res mi veselje, da te gostim, tako zagrizenega tekača, maratonca. Nisem še uspel pošpegati na tvojo stravo danes, ampak nujno vprašanje za to obvezno sledi. Si danes že tekel? Ne, danes še ne, je bilo kar zelo delovno v službi, tako da potem le na enem pogovoru si bom pa privoščil tam enih 10 kilometrov takih lahkotnejših, ker je bilo včeraj 19, pa je bilo, pa še jutri me spet čaka malo daljša kilometraža, tako da. Ja, še vedno si neumoren. Koliko tečeš zadnje čase? A vsak dan še vedno ali pač ne? Ne, to me je že moje trupelce opozorilo, ne, da ne, nikar tega ne počnem več, tako da odvisno, no, če je kakšna tekma na vidiku med vikendom, ampak tega zdaj ni, ne, ker se moramo držati ukrepov, praviloma tega ni, razen virtualne, teh pa kar nekaj obrnem. Dobro. Se pravi tam 4-krat, 5-krat. Tako da zdaj so treningi kar malo prilagojeni, ker ni toliko tekem, potem tudi teh specialnih treningov ni zdajle toliko, se pravi raznih intervalnih treningov, fartlekov, je pa še vedno precej tekanja. No. To je bilo zavod, ampak spoštovani Matjaž, da otvorim tole 31. epizodo podcasta, tako kot se za pravega gostitelja spodobi, s tem, da tebe kot gosta najprej primerno predstavim. Torej, spoštovane in cenjeni, z mano je danes Matjaž Vrhunc, ki je profesionalno vodja centralnega registra za NATO pri Ministrstvu za obrambo, sicer pa navdušen tekač in maratonec, ki teče že več kot 40 letja, točno tako, 40 letja. V tem času je sodeloval na stotinah tekaških prireditev, pobiral medalje in nagrade na premnogih domačih in svetovnih maratonih, ter tudi zaradi teka prepotoval več kot pol sveta. Je že 20 let član atletske reprezentance Slovenske vojske, tudi redni udeleženec mednarodnih vojaških maratonskih prvenstev in vojaških iger. V prostem času je tudi ljubiteljski fotograf, sicer pa tudi predsednik komisije za cestne teke pri Združenju atletskih veteranov in tudi Ironman triatlonec. Odtekel je vseh 6 maraton majorsov in sodeloval na vseh dosedanjih ljubljanskih maratonih. Matjaž, kaj sem še pozabil? No, klete moram popraviti, žal, ne. Izvoli. Ta zadnjo Ljubljano sem spustil, ampak to je bil kar tehten razlog, namreč takrat smo šli mi glih na svetovne vojaške igre v ta Wuhan, ne. To je razlog, sicer pa do takrat pa seveda na vseh Ljubljancih in seveda, tako kot si rekel, ogromno število maratonov, mislim, da jih je zdajle že 58, pa preko 200 polmaratonov. No, sicer to za marsikoga v Sloveniji ni toliko, imamo tudi tekače, ki imajo precej več maratonov. No, ampak 58 je zavidljiva številka. Jaz mislim, da sem tudi tam nekje, moram enkrat prešteti, no, ampak 58, deva reči, koliko od 58 jih je bilo pod 3 urami? Bi moral gledati, ker so zelo nihali rezultati, ne. Tudi so bila tudi leta, ko sem tudi po 4 maratone odtekel, ampak saj pravim,
večina jih je tam pod 3 ure, no? Pod 3 ure vsekakor, ampak teh pod 2,50 jih je pa 6. No? Celo statistiko vodiš. 6 Ja. maratonov po 2,50 nima vsak, recimo temu rekreativec, tudi zagrizeni ne, tako da kapo dol, Matjaž. Daj si zadnjega odteku, recimo pod 3 urami, čistko za naše poslušalce in gledalke. To je bilo pa, mislim, da je zdaj že 4 leta nazaj, ali 5, Torino. 2,57, ja. Potem je bilo še nekaj maratonov, med drugim tudi newyorški, ampak ta je sodi med te malo težje, ne, tako da tam, tudi ko sem ga prvič tekel, je šlo malenkost nad 3 ure, zdaj je šlo pa 3 ure 10. No. Tako da, žal, zadnji maraton, ki sem ga planiral, je bil lani, to je bil Boston, pa nisem prišel tja, ne. Zanimivo, ta Boston mi nekako ni usojen. 3-krat sem tja potoval, enkrat sem pa res tja tudi prišel in ga odtekel. No, zdaj, če ti rabiš 3 poskuse za en Boston, ok, ne, pa je sigurno enkrat še boš šel tja, še 3-krat, sigurno boš tja potoval, pa enkrat še dospel. Impresionira me sedaj številka, ne, da tečeš, pa popravi me, če ni res, že od leta 1978, da to drži? Ja, takrat sem začel, da rečem, trenirati, sicer pri atletskem klubu Olimpija kot gimnazic. Drugače sem pa tekel, pa tekmoval že tudi prej, ne, v osnovni šoli. Zdaj, če števa tudi tisto, ko sem tekel za sošolkam pa puncam, pa sem pa kdaj za avtobus, ampak to ne bova zdaj štela. Ne. Dejansko v osnovni šoli sem že kar hitro ugotovil, da mi tek veliko bolj paše, kakor pa hoja. In to se mi je skozi cel življenje vlekel, kot tudi razne pohode, ko smo imeli načrtovane, in to sem jih jaz raje odtekel, če je bilo možno. Pa tudi na Triglav, kjer sem bil 4-krat, sem 4-krat odtekel gor, nisem šel v neko normalno hojo. Tako da, ja, res tečem že praktično celo življenje, in tudi moj moto je temu primeren, ne, tečem, da lažje dohajam življenje, ker mi dejansko to tudi pomaga, normalno se prebijati skozi vsak dan. Zdaj, ker vem, da si dosleden, pa že prej si omenil svojo statistiko, a število kilometrov, ki si jih odtekel v teh, rečemo, maratonskih 42 letih, imaš tudi kje zabeleženo pa sešteto? Ja, nisem tega še sešteval, no. Lahko pa rečem, da v povprečju med 3 in 4 tisoč kilometrov tekaških obrnem letno, to je vse z treningi in tekmami, tako da tle bi se dal pol hitro. Je pa res, da v mlajših letih tega ni bilo toliko kot zdaj, ne. Ker jaz sem začel dejansko svojo atletsko pot na stezi, na 1000, 1500 in 3000 metrih, potem pa kasneje, pa seveda krosi, kasneje pa potem so sledili cestni teki, polmaratoni in maratoni. No, ker si ravno omenil 1000, 1500, mi smo se hecali lansko leto na koncu leta, ko smo tekli tisti Ekiden skupinsko, pa smo rekli, no, naslednji del leta imamo pa drug plan, dajmo natrenirati, koliko hitro lahko odlaufamo 1 kilometer, pa smo rekli, ok, brez veze, kaj pa če mi natreniramo, rajš, Kipčoge je v tempo 2,50, koliko časa ga držimo, in mislim, da smo po naših izračunih, pa naših hitrosti prišli, da več kot 200 metrov ne bi zmogli. Koliko bi pa ti zmogel odteči, če bi mogel 1 kilometer, recimo, ta trenutek? Vem, da imaš rekord osebni precej boljši. Ja, osebni rekord imam kot mladinec, ne. Imam 2,47. Se to ni ne vem kakšen zelo. Zdaj pa ne vem, če bi šlo, no, pod 3 minute na 1000. Tega res že nisem dolg. Vem, da sem pred leti šel na en tek klele na miljo, pa vem, da me je kar zabil, ne, ker to so čisto druge dimenzije, ne. No, to je, se vem, jaz sem zadnjič
po dolgem času šel delati s kolegom Slavcem intervale in delali so 500. In to so bili najbolj, bo rekel, mučne sekunde mojega življenja, tekaškega v zadnjih letih. In si predstavljam, da kilometer na stezi po nekaj podobnega, v bistvu vsak trenutek čakaš, da bo čim prej konc, pa kar ni, pa ni. Ampak je pa izziv mogoče tudi za nas stara leta, za nas, ki nismo več v rosnih letih. In to sem tudi ravno hotel vprašati, ampak še pred tem te vprašam za skrivnost tvoje tekaške dolgoživosti. Bil si atlet, si rekel stezni, potem si počasi odrastel, si presedlal na maratone, na polmaratone. V 80-ih se je marsikaj dogajalo na tekaški sceni, tudi v Sloveniji, ampak ti ga nisi prvega maratona namreč vtekel v Sloveniji, ampak drugje. Kje si ga vtekel? Ja, jaz sem v bistvu prvi maraton vtekel 88. v Splitu. Pač pot me je zanesla tako, da sem jaz, moje prvo službovanje je bilo v Karlovcu, pol po diplomi, in tam sem bil tudi v atletskem klubu Karlovac in s tisto ekipo tam smo najprej šli dvakrat na Plitvički maraton, sicer tam sem polovičko tekel, no in pol smo rekli, nič, kaj pa če bi mi probali, pa gremo mi v Split, ne. Fej se je zdel, ne, Dalmacija, Dalmatinke in tako naprej, ne. Pa še dobrega pokrovitelja sem takrat dobil, Karlovačka pivovara, to nam nikoli pozabil, ne. Karlovačko. Ga Audija 60L in sem prišel, sem odprl gepek odzad in je rekel, bacaj, što poželiš. Najprej so začeli s tistimi pipi, sokovi in ne vem kaj, no potem pa seveda je pa pivo prišlo, ne, ampak v redu, se nočem zdaj propagirati, da smo, ampak hočem reči, da takrat se je vse tudi na maratone in to drugače gledali, tudi dolgoprogaši, nasploh tekači, če si se v pajkicah pojavil, si bil malo čuden, ne. Tako da tudi ta moj maraton je bil čist prvi pot v neznano. Imel sem te prve feelinge, kako je na polmaratonih, pa sem rekel, lej, tam 30 bomo že spravili, no. Ja, res, Split je kar težek, ne, je tudi en klanc tam, kar konkreten, če je danes še ista proga. Tako da na koncu sem za slabih 15 minut fulal ta rezultat, pa sem bil kar razočaran. Tako da par let nisem šel na maraton, ampak sem pa bolj zavzeto se pripravljal, pa tekmoval na polmaratonih, pa na cestnih tekih. No, ampak se pravim, v Sloveniji se je scena začela odpirati. Jaz sem gledal malo enkrat zgodovino. V 80-ih je bilo cel kup enih tekov, zelo malo se jih je potem tudi obdržalo. Naprej v 90-ta, potegnil se je recimo maraton v Radencih. Kdaj si najprej tekel v Radencih kot našem najstarejšem maratonu, recimo? Ja, jaz sem že tekel takrat, ko je bil maraton Treh src sestavljen iz 3 tekem, se pravi Bovec, Kranj in Radenci. Tako da v 80-ih sem jaz že potem tekel tudi na vseh teh 3 prizoriščih. In zato se tudi danes sem zelo vesel, no, da je Bovc nazaj obudil to tekmovanje. Mislim, da je tam ena boljših organizacij v Sloveniji nasploh teh maratonov, tudi Radenci, moram pa reči, da Radenci, ki si jih omenil že, no, mi ne odgovarjajo, sploh še takrat, ko je bil štart popoldan, namreč klima tam mi ne odgovarja in sem vedno trpel, tako da tam sem maraton, mislim, da sem 4-krat tekel v Radencih, večkrat sem pa polmaraton tekel, pa tudi 10-ko, no. To, kar si rekel o Radencih, se morda lahko še to strinjam s tabo, čeprav prvih, bom rekel, 20 let, ko sem sporadično zahajal tja, sem imel iste težave, navalci na to klimo, res nekaj posebnega, ampak zdaj pa nazaj gledam, si pa rečem, če v Radencih ne tečeš maratona, nisi v Sloveniji pravi maraton, ravno zaradi te svoje specifičnosti, zaradi specifične klime, tudi na vse zadnje, ampak tudi okolje je čisto nekaj posebnega.
Jaz sem zraven, recimo, osebni rekord v polmaratonu in zato jih še posebej cenim. No, tako da sem bil prav razočaran, ko sem zvedel, da jih letos žal spet ne bo. Upajmo pa, da bo pač jeseni kaj, recimo, če smo že pri zgodovini, ki si jo tudi ti krojil. Leta 1996 je bil v Ljubljani organiziran prvi ljubljanski maraton in seveda Matjaž Vrhunc je bil tudi na štartu. Tako, kaj ne? Ja, res, to kot Ljubljančan sem zelo vesel, no, da sem tako na prvem kot na praktično skoraj vseh ostalih teku. In tudi ta maraton je bil nekaj posebenega, prvi, ne, že zaradi tega, ker je bil to tudi, saj zgodovino smo že slišali, tudi od teh, ki so to neposredno krojili, dejansko ni se vedeli točno, kaj pričakovati in kako se bo obnesel. Veliko zanesenjakov je bilo tukaj, ki je to porinilo naprej zelo uspešno in če pogledamo od prvega, kjer je tekel slabih 700 tekačev, pa do zadnjega, kjer je bilo na vsega skupaj na štartu okoli 25,000, ne, vidimo, da je to res ogromen napredek, ne samo po kvantiteti, ampak tudi po kvaliteti, ne. Jaz lahko mirno postavim ta ljubljanski maraton ob bok tudi marsikjermu maratonu v Evropi in po svetu. Ne vem, meni je ljubljanski maraton veliko bolj všeč kot en dunajski, ne vem zakaj, no, ampak recimo ga dojemam, mogoče tudi zaradi tega, ker sem Ljubljančan. Si ima bolj sentimentalno. Saj jaz sem isto, ljubljanski maraton, recimo moj prvo tekaško tekmovanje in še maraton po vrhu, tako da bom do konca življenja ga imel visoko v čislih. Upam, da se kmalu spet vrne. No, kot si prej rekel, skoraj na vseh. Ja, se veš, da sem danes zjutraj gledal statistiko tekli na vseh ljubljanskih maratonih. Misleč, seveda te najdete vmes, pa te ni bilo, pa sem rekel, to pa nekaj ni v redu. Ne? To mi bo že Matjaž povedal, no, zdaj si mi razjasnil to dilemo, tako da pohvaljeni tisti na Timingu Ljubljana, ki očitno vestno vodijo te evidence in uspešno kljukce delajo, kdor je, kdor jih ni, vse od teku. Si, kot sem gledal tam teku velikrat polmaraton, tudi maraton, si v teku, da je morda maraton, kar je v enem krogu, ali ga še nisi? Ne, to imam v planu prvič, ko bo naslednjič. To se pravi, že lani sem hotel ga vteči v tem enem krogu, torej tekmovalno ne, sem ga pa že parkrat na treningu. In mi je ta krog zelo všeč. Tudi lani, takrat, ko bi moral maraton biti, sva s kolegom Tomažem to upravila. Tako da, ja, mi je všeč ta krog. Ker pa lani ni bilo tekme, to se pravi, eno je to, da smo individualno ga odtekli, drugo je pa, da smo odtekli tudi ta virtualni maraton po Ljubljani, sicer polovičko sem jaz odtekel, tako da, če bi rekel, da lani se je vseeno mi nekaj dogajalo, kar se tiče, v povezavi z ljubljanskim maratonom. Ja, se na koncu. Res smo bili vsi razočarani, ko je 14 dni pred dirko dokončno pol odpadel, tudi tisti maraton po Ljubljani. No, to smo pol not prinesli s raznimi virtualkami. Takrat so bile pa že občine zaprte, mi smo imeli plan dejansko tudi priti v Ljubljano, pa pač to ni bilo možno. Smo to naredili v Kranju, zdaj nestrpno čakamo, da pridemo v Ljubljano spet odlaufati. Se pridružujem tvojemu mnenju, jaz sem bil dolga leta, vseh 19 let fan tega maratona v 2 krogih in sem so zagovarjal to rešitev, no pol, ki je bil maraton v enem krogu, pa sem ga enkrat preizkusil, sem pa fan enega kroga in dejansko je precej boljši, ker imaš za 42 km spominov, ne za 21, ki ga dvakrat ponoviš in tisto, kar se ti na 34 zgodi, se ti zgodi samo na 34, ne že prej, recimo na 13 in tako naprej. Tako da me je veselilo, no, da se je ta maraton tako lepo prijel tudi med tujci. Žal zdaj tale epidemija vse skupaj malo reže. Daj mi ti povej, no, kot izkušen tekač, pa človek, ki spremlja sceno, jaz se spomnim, so se zgovarjala na 20. obletnici na Ljubljanskem gradu v tisti slavnostni akademiji, da bi bilo fajn čez 20 let se spet videti tam, ne? Pa pobrati kakšno lovoriko.
ampak takrat je bilo, to bilo 2015, če se ne motim, takrat je bil Ljubljanski maraton dejansko na vrhuncu. Takrat je izgledalo, da je samo še sky is the limit, govorili se je o 30, 50 in tako naprej tisoč tekačih. No, takrat naprej pa se je začela neka stagnacija nasploh v tem, maratonskem svetu pri nas, tudi drugje, za razliko od teh največjih, teh bo kasneje. No. Zakaj misliš, da je prišlo do tega, no? Da se je ta rast umirila oziroma celo nehala, da ni bilo pritoka novih tekačev, kar se je pač na Ljubljanskem maratonu še najbolj odražalo? Ja, to je zdaj težko reči. No. Mislim, jaz osebno menim, da je danes ta ponudba tekaška tako velika, da je enostavno že težko se odločiti, kam bi šel teči. Zdaj, zato, ker sem Ljubljančan, pač pravim, če se le da, grem pa tečem tudi Ljubljano. Ne. Ampak, če imam pa takrat, tako kot sem je z Wuhanom zgodil priložnost, da grem pa vidim še nekaj drugega, pač bom verjetno to izbral, ker itak v nedogled ne bom mogel. Ne. Jaz sem že eden od teh, ki je prekinil. Mislim, da do predlani, da nas je bilo 34 takih, no, zdaj je kakšen manj, jaz sigurno, žal. Tako da zelo široka nabor teh tekem je. In če rečeva, da je, ko greš na maraton, je to tudi ene vrste tekaško popotovanje, da še nekaj novega vidiš, spoznaš nove ljudi, nove običaje, sploh, če si lahko privoščiš, da greš tudi kam malo dalj. In to je potem izziv in medtem potem tehtaš, kaj bi izbral. Ljubljana je, če gledamo v širši regiji, zelo popularna. Jaz imam veliko kolegov tudi, ne vem, v Srbiji, v Bosni, na Hrvaškem. Oni prihajajo z avtobusi, ne vem, smo jim že pomagali tudi urejati namestitve, te prijave zamujene in podobno. Tako da, če greva samo za Ljubljano, se sploh ne bojim, da ko bo to spet zalaufal, da ne bo da množičnost bo ostala, tako kot ostaja v Ljubljani tudi ta fenomen teka trojk, ne? Ta silna množičnost. Ne? To je tudi nekaj čisto posebenega, ki nimajo drugje. In jaz mislim, ta številka je kar ta prava. Ne? Zdaj, a Ljubljana lahko prenese več ali ne vem, ampak ker sem doživel Ljubljano kot tekač in tudi, da rečem, skoraj vedno, kot tečem, pol grem še kot fotograf malo na progo ali pa v izteku in vidim pol še tudi z te perspektive, ta navdušenja in vse. In dejansko, kakorkoli, mislim, da organizator si nima kaj očitati, tudi če bo ta številčnost malo variirala, bo kakšno leto manj, kakšno več. Mogoče pa malce več spodbude tudi za dobre slovenske tekače, ne? Mogoče tudi kakšna denarna nagrada več za tiste najboljše. Mi rekreativci pa itak pridemo, uživamo, kolikor se da, potem pa pač tudi po svojem planu še nadaljujemo, ki je v bližini, tam se veš. Da ne bom se spet propagiral. Vedno se vrtijo od tega razredrilih napitkov po teku, kar je tudi prav. No. Ja. Zakaj pa ne? No? Eno z drugim gre čisto lepo skupaj. Zadnjič sem ravno poslušal en hrvaški podcast, ker je dolgoletna tekačica, ki je prelafala 100 maratonov, rekla, ko se je vprašala, kaj je žal, da je v prvih 100 maratonih recimo ni dosegla ali pa naredila, rekla, žal mi je, da je prvih 70 maratonov na cilju nisem spila piva. Ker zdaj, odkar ga spijem, je ta izkušnja še neprimerno boljša. No, sem rekel, jaz te napake nisem nikoli naredil. Sem pa, jaz tudi, kot si rekel, Ljubljanski maraton je bil moj tisti ciljni konc sezone, višek sezone, konc oktobra, zadnja nedelja, to je Ljubljanski maraton in sem se, če lani ne virtualno odlaufal, ne vem, kaj bi naredil, no, zato smo ga, jasno, ne, ker drugače brez tega ne šlo. Tudi jaz se ne bojim za prihodnost Ljubljanskega maratona, kot si rekel, pridobil je tak status, tak sloves tle v bližini, tudi po organizaciji, pa po vzdušju, po štartu in cilju in progi in vsem skupaj, no, da
da bo eden tistih, ki bo tole, rekel, nesrečno pandemijo prav gotovo preživel še močnejši. Ampak vrnem se k tebi. Če pošpegam tvoje rezultate, zdaj te poznam že kakih 15 ali več let, vedno si bil odlično pripravljen. No, in to sem se šel potrditi, tako da sem šel pogledati Ljubljanski maraton, dejansko statistiko tvojih rezultatov od prvega naprej, in ti nisi imel slabega dneva praktično na Ljubljanskem maratonu v vseh teh letih. Ne. Vedno vrhunsko pripravljen, desetke si stisnil pod 40, kadarkoli je bilo treba, ne vem, polovičke po 4 minute na kilometer, prav tako maraton, ne vem, 3 urce 2:50 tudi. Ne. Ti mi povej, kako v vseh teh letih, jaz sem imel burno zgodovino, pa sem bil dober par let, pa potem dolga leta, nič več, pa vprašanje, če bom še kdaj. Ti si pa ves ta čas ohranil motivacijo za ta, rekel, trening, za te rezultate, za ta fokus. Kaj je tvoja skrivnost? Kje dobivaš ta, rekel, zagon, navdih, zanos, motivacijo? Ja, se pravi, tako kot sem rekel, jaz sem pač rekreativni tekač. Ne? In tudi, ko sem bil pri Olimpiji, sem videl, pač, kje so moji limiti. Ne? Jaz sem lahko še tako treniral, ampak tistih najboljših pač jih nisem mogel doseči in sem vedel, kje se sučem. Ne? Tudi kot mladin sem imel tudi na stezi kar dobre rezultate. In če pogledam od teh, ki smo takrat trenirali, kdo danes še teče, jih je res zelo, zelo malo. Mislim, tečejo tako, ampak na tekmah, da se srečamo, je pa res malo. Tudi, če pogledam v age grupi, kjerkoli grem po svetu teč, sem največkrat kar na stopničkah ali pa med prvih 5. Tako da, razen seveda v Španiji, ne. Tam je pa tisto pa vanzemalci, bi človek rekel. To sem pa recimo pred leti, ko sem tekel Alicante, pa je v moji age grupi zmagal polmaraton z 1:17. Pa ti nisi bil slab najbrž, ne? Ja, nisi bil dosti čez 20. No, skratka, če se vrnem k temu, ne vem, ali imam to srečo, malo je tudi fizionomija, ne? Tistih mojih 57-58 kil res ni velik, ne? Včasih me kdo vpraša, kdaj so pa kaj izredil. Sem imel eno manjše obdobje vmes tudi, ko nisem tekel, pa sem imel 10 kil več in moram reči, da si ne bi rad se nazaj tja vrnil, ker je bilo treba kar biti priden, da sem tisto kilažo spet zbil dol. Skratka, jaz v vseh teh 40 plus letih teka aktivnega praktično poškodbe nisem imel. Pustimo zdaj to razne vnetja, tetive, fascije in podobno. Res je, da sem redno skrbel za obutev, sploh v 80 letih, 90, sploh 80, no, je bilo kar težko priti do ta prave obutve tekaške. V Ljubljani smo imeli ta Slovenija šport in tam smo dobili tiste Adidaske, ne, kaj drugega ni bilo. Tako da takrat sem kolega enega, ki se je malo z uvozom ukvarjal, da mi je iz Nemčije vozil ta prave, da rečem, prav tudi za maraton copate. No, kasneje pa, ko sem si lahko tudi privoščil kaj več, pa sem seveda pri opremi res nisem šparal. Se pravi, tudi danes imam 6, 7, tudi 8 parov copat na sezono, seveda različnih, tudi za trail kdaj, za treninge posebej, za cesto, tako da tudi kakšne šprinterce se najdejo, čeprav že 2 let, kar sem jih nazadnje obul, da ne izzivam usode, ne. Tako da, ja, poškodb ni bilo in vedno sem nekako poskušal poslušati svoje telo, ne. Sicer, ko sem bil mlajši, ne vedno, ne. Pa če mi je rekel trener, tole ima za narediti, pa sem naredil, pa tudi če je bilo ne vem kaj, ne. Ampak se je pa zgodilo, da sem pa parkiral za par naslednjih dni, ne. Danes se to tudi, če imam kakšen intervalni, ne vem, kakšen trening, če vidim, da kaj ni v redu, pa prekinem. Sej, nič ne bo pobegnil, ne. Se pravi, zmernost in je pa težko, ne, ker vem, po 50 so mi rezultati res padli precej, ne, sploh maratonski, tudi polmaratonski, ne.
Včasih sem, ne vem, polovičko na maratonu obrnil to, kaj danes ne morem v enem kosu. Ne. In to je pol v glavi, je treba te premike narediti. Ne. Res pa je, da vedno poslušam svoje telo tudi s tem, da spremljam utrip, tempo in prilagajam. Nekako gre. No, ko si ravno že omenil leta, za naše poslušalce in gledalke, Matjaž je letnik 63, njegov VO2 max je prav tako 63, tako zapišite si, pa pol primerjate, kako ste v njegovih letih. Tako da za 63 VO2 max moraš kar nekaj še vsem delati, povedal si, kaj je tvoja skrivnost. A delaš poleg teka še kaj drugega, recimo, vem, da tečeš na smučeh, ampak moče, ne vem, vaje za moč, kakšno raztezanje, kaj tazga. Ja, se pravi, jaz sem kot atlet na stezi zelo dobro se naučil od tekaške abecede in vsega. Ne poznam vsa ta pravila, ampak bolj, ko leta grejo gor, manj se tega držim, zato ker moram reči, da recimo tekaško abecedo zelo vneto ne delam več, ker čim kaj delam bolj vneto, me pred kaj zaboli, zadaj kaj štihne, tako da to pa, torej delam vaje za moč, neki pa plenke, vse, kar delam vaje za moč, samo lastna teža, ne uporabljam nobenih uteži. Delam tudi nekaj treningov v klanec, ki ga imam veliko rajš kot pa spuste, ne. Tako da tudi se pravi, poleg teka plavam tudi, kolesarim, tek na smučeh zelo velik, sploh letos. Ne. Odlična zima, ja. Stupam. Bravo. Tako da komplementiraš tudi ostale športe. Ja. Da nisem tek. No, pa dajva se še malo ustaviti pri teh dosežkih v zrelih letih vseeno. Danes se s kolegom Urošem isti letnik sva hecala, da v najnih 45 so najboljša leta pač žal že mimo. No, potem pa jaz grem gledati tudi Matjaža vrhunca statistiko in ugotovim, da je svoj rekord v polmaratonu iz zavidljivih 1:14 odtekel pri dobrih 40, svoj maratonski rekord v Berlinu pa 2:44 za vse tiste, ki se sprašujete, koliko je, še bolj zavidljiv rezultat, pa pri svojih 46. Daj mi povej, in v tistih časih si še, ne vem, Ironmana naredil takrat, ne, maratone si konstantno tekel po 2:50 in tako naprej. Kaj je bila razlika med, recimo, tvojimi 40, ko si bil na vrhuncu svojih tekaških moči, pa obdobjem pred tem? Si začel bolj pametno trenirati, več trenirati, ali bilo kaj drugega? Ja, veliko se je spremenil že tam 2000, ko sem prišel v atletsko ekipo vojaško Slovenske vojske, in potem tudi, ko smo hodili na ta svetovna prvenstva, seveda so bili to izzivi in tudi dodaten motiv, da se še bolj pripravljaš. Imeli smo tudi in še dan danes imamo, zdaj trenutno med karanteno, ne, te skupne priprave, kjer je dost to, da rečem, usmerjeno. Trening je zelo prilagojen tudi ciljem. Jaz sem sicer, da te popravim najprej, kar se rezultata tiče, ne, jaz sem že 2002 odtekel še boljši rezultat. Aha. In to je bilo v Bilu, v Švici. Ampak, ja. 2:39 je šlo, ne. Imam tudi certifikat, ampak sem pol čez en mesec smo dobili domov pošto, da je bila proga malo krajša, ne. Dobrih 700 metrov, no. No, takrat smo res vsi dobro tekli, ampak tega, da rečem, si ne štejem kot osebni rekord, zato ker pač je bila proga krajša, ne. Skratka, bolj ciljno sem začel trenirati in v bistvu rasteš, ne, s tem, ko se udeležuješ
teh tekem, sploh ko sem začel hoditi na večja tekmovanja, na te masovke, jim jaz rečem, potem vidiš, in ko se primerjaš z to silno množico, vidiš, da se da, in tudi dan danes, ko hodim na te veteranska tekmovanja, ko sem že prej omenil, vidim, da tudi starejši, kakšen tekač mimo tebe tako pade, da ne veš sploh, kaj se dogaja. Se pravi, motiv in prilagajanje treningov. Zdaj, jaz mogoče nisem tisti tipičen tekač, dostikrat so mi rekli, da imam preveč tekem. Jaz sem v najboljših letih imel tudi po 50 tekem na sezono. To je res ogromno. To sem imel vsak vikend. Na vikend sem imel celo tako, da sem imel v enem dnevu 2 štarta, da sem šel dopoldne teč Kranjska Gora Vršič, pa vemo, da je težka, pa sploh nisem bil slab, sem bil tretji, absolutno. Popoldne sem šel pa še Radovljiško 10 odlaufati, pa spet stopničke. Mislim, danes tudi v sanjah ne pomislim, da bi kaj takega delal. Torej, meni je motiv so tekme. Jaz si naredim v začetku leta plan in potem seveda sledim temu cikli, seveda zdaj za maraton se ve, 1-2 je maksimum, kar je letno. Tako da to je nekako, očitno sem zrel maraton postal šele tam po 40. In imam telo, da je zdržalo to. To je vse pomembno, tako da večkrat me sprašujejo moje poslušalstvo in gledalstvo, je veliko mojih letnikov pa starejših, pravi več pripelj naših tekačev naših let, da povejo izkušnje, kako jim ratuje. Sem rekel, Matjaž bo idealen za to, ker dejansko tukaj se že na sceni s takimi rezultati in si lepo povedal, zdaj ni še prepozno, dragi gospodje in dame tam zunaj, ki se sprašujete, ni še prepozno za vaše osebne rekorde. No, in če so že pri tekmah, zdaj tekem pač ni že eno leto, ampak prej, ko so bile, je pa tvoj števec, rekel, maratonskih, polmaratonskih nastopov, so dvigala tudi in predvsem maratonska popotovanja, taka in drugačna po Evropi in po celem svetu. Si ogromno prepotoval, pretekel, bom rekel, v Ameriki, vem, da si bil velikrat, v Evropi marsikje, bil si na Kitajskem. V Novi Zelandiji si mi prej omenil, da si bil. Kera je tvoja najbolj eksotična destinacija ali pa rečemo najbolj zanimiva doslej v teh letih, kar si prepotoval? Je ravno ta pot v Auckland, Nova Zelandija, se mi zdi, namreč, to sem kar dolg časa tuhtal, a sem jaz pripravljen na tako dolgo pot, namreč to je res dolga pot, če veš, da vmes pristaneš v Avstraliji na Golden Coastu, da dotankaš letalo, se pravi, mestni postanek smo imeli v Avstraliji za 2 uri, potem pa smo šli naprej. Se pravi, to so bile svetovne veteranske igre, ki so vsake 4 leta, mogoče kasneje, tudi letos bi morale biti naslednje na Japonskem, Kansai, pa so predstavljeni na drugo leto. Se pravi, 4 leta nazaj sem bil v Aucklandu, 2 Slovenca sva bila, vsega skupaj, in pot je bila zanimiva, se pravi, potoval sem iz Istanbula preko Kuala Lumpurja in potem preko Avstralije pa do Nove Zelandije. Zdaj, na poti je bilo marsikaj, na srečo se jaz zelo dobro pripravljam vedno, preden grem na tako tekaško, na katerokoli tekaško popotovanje, si naredim že kar plan, kako bo izgledala pot, prevoz predvsem, pa potem, kaj bom počel tam in tekme in vse ostalo. No, tam sem potem tudi zasledil, da je možnost, da iz Kuala Lumpurja do Aucklanda na letalu za
25 evrov, naredim rezervacijo 3 sedežev in bom lahko celo malo bolj komod letel, ne? Glede na to, da je pot trajala skoraj 30 ur vse skupaj. Ne? Tako da, evo, sem si to privoščil, pa jaz, ko sem bolj kratek, ne, sem se skoraj lahko stegnil na tistih 3 sedežih. A so tako debelo gledali, so potniki, ko si ti tam ležal, oni so se pa stiskali? V bistvu nas je bilo ene par takih, ki smo Air Asia je to tam soglaševali in jaz sem to pač spretno izkoristil, s tem, da sem bil seveda vezan let in sem edino, kar slabost tega je bila, da sem v Kuala Lumpurju skoraj 10 ur prečakal, ne. Tako da tam sem šel pa malo potem na obhode, spoznati še mesto. In moram reči, da je bila to tudi ena moja najbolj napornih poti, ker sem šel pa za 15 dni, potem sem tudi imel dovolj časa tam, da sem se spočil. Namreč v Aucklandu sem pa tekmoval na 5000, 10 000 metrov na stezi, potem cross in pa polmaraton. Tako da vse discipline. Noro. No, ta pot je bila tudi zanimiva, če rečeva, da je bilo to še popotovanje, ne? Če že gre človek tako daleč, namreč Nova Zelandija je, kar se namestitve, je kar draga in jaz sem tako kot zadnja leta sem izkoristil to priložnost in preko Airbnb-ja vzel namestitev in sem imel strašansko srečo v tej hiši, kjer sem praktično pol hiše dobil na uporabo, je živela Angležinja, bivša državna prvakinja v triatlonu, starejša gospa. In ko sem jaz se pojavil tam, kakor so šla tekmovanja s prvo medaljo in pol še z drugo, ne, so bili toliko navdušeni, da so potem tam 2krat piknik zame organizirali in me vodili, razkazovali otok in te plaže čudovite, tako da imam v lepem spominu, no? Čeprav je bilo daleč, pa naporna pot, ampak zelo uspešno. Bravo, noro, še medalje za povrhu. Ena stvar, ki si omenil, ogled mesta, si rekel, meni se zdijo ta maratonska popotovanja, ki se jih gremo zadnja leta, fantastična. Namreč ne samo, da si v tistem mestu, pa si ga lahko gledaš poleg maratona, že na samem maratonu lahko tečeš po cestah, ki so 364 dni v letu rezervirane samo za ponovadi avtomobile, tle si pa kot tekač res imaš ekskluzivno možnost to videti na 2 nogah, si ogledati tudi znamenitosti. Ti si videl že veliko, prestolnic, tudi na ta način po Evropi, po svetu. Ti od teh cestnih ali pa mestnih maratonov morda kakšen ta trenutek najljubši, ki bi ga zdajle lahko izpostavil? Ja, ne, New York, mogoče, ki je res prva taka masovni maraton, na katerega sem šel. Čeprav mogoče dobro za gledalce pa poslušalce, mogoče zanimivo zapovedati, da te mestni maratoni, večji maratoni so eni taki, da se tečejo v krogu, torej, da sta štart in cilj dosti blizu. Je pa tudi kar nekaj takih, ki sta štart in cilj vsak na svojem koncu. Tak primer je recimo Boston, tak primer je New York. In zdaj, če sva že pri tem New Yorku, ki sem ga prvič tekel 2008, drugega pa 2018, to moram reči, da je zelo velik logistični zalogaj. Namreč, če gledamo, newyorški maraton je največji, ne? Do zdaj po udeležbi, recimo 2018, ko sem ga drugič tekel, nas je bilo v cilju približno 52,600, tam nekje, no. Okoli 53,000 nas je štartali. Zdaj že samo, jaz sem bil nameščen na Manhattanu in samo prideti, se pravi pravočasno
na štartno pozicijo je seveda Zalogaj. Se pravi, ko sem bil prvič tam, sem celo šel z ladjo oziroma ferryboat, pa z podzemno, pa z avtobusom, pa še 20 minut peš, da sem prišel do tistih svojih boksov. Tokrat sem izkoristil avtobus, no. Ampak to se pravi, newyorški maraton je zelo zanimiv, doživeti tako prestolnico ogromno, da lahko tečeš, ne samo ta dan, ampak ko sem bil prvič tam, smo imeli tudi 2 dni prej, smo imeli ta Friendship Run, 5 kilometrov, kjer je bilo bolj tako, da rečem, parada narodov, oziroma si se pokazal odkot si, da je bilo čim bolj barvito in je bilo del poti tudi, to je bila bolj hoja in tek, no. Smo šli skozi teh del znamenitosti, cilj je bil pa ravno tam, kjer je cilj maratona. No in doživeti te prestolnice z tega stališča je nekaj posebenega, je tudi privilegij, ki ga velja izkoristiti, čeprav je res, da je veliko tekačev, ki pa ne marajo te gužve in so raje sami seboj v naravi ali pa na kakšnem trailu. No, če sva pri New Yorku, New York je specifičen tudi zaradi tega, ker je eden težjih, no. Zanimivost je ta, da se teče čez 5 mostov in dolžina maratona preko teh 5 mostov je dobrih 8 kilometrov. Se pravi, že samo to, ne, podatek, je podatek, ki pove, da je težko in da je kar nekaj višincev treba premagati, ker to so mostovi, na kjer se najprej vzpenjaš, pa spuščaš, ne. In na koncu še ta znameniti Central Park, kjer je spet kar nekaj valovito. Tako da, kdor razmišlja, a bi šel na tak maraton, jaz mu vsekakor priporočam, ne. Že zaradi tega, da ga spozna s te plati. No, New York, zanimiv, da bi mogel biti, mislim, da lansko leto, 50. jubilejni newyorški maraton, pa ga je odnesla epidemija. Mi smo še nekaj časa to razmišljali, da bi se odpravili. Tja, pa pol itak ni bilo nič iz tega. Enkrat se očitno bomo mogli kljub navalu, ki je tam, ampak vseeno, omenil si New York, ki je korona oziroma češnja na torti, tudi tvojih dosežkov. Velja omeniti, spoštovani in spoštovane, v 31. epizodi gostim Matjaža Vrhunca, večnega tekača in maratonca in prvega, Slovenca, moškega, ki je, pred njim je bila namreč samo, če se ne motim, Katarina Benedikt, tisti, ki je odtekel vseh 6 majorsov, 6 najprestižnejših maratonov, ki so v seriji, začenši z Berlinom, potem Londonom, Tokio, Chicago, Boston in New York. Zdaj delaš že, to serijo še enkrat, koliko si že naredil v drugi seriji? Ja, zdaj v drugi seriji sem ponovil New York, Chicago pa Berlin. Berlin sem drugič tekel 2013, Chicago 2017 pa New York 2018. No, lani smo imeli s Tomažem pa Nino v planu ponoviti Boston, ki se je žal izjalovil, ne. Pa ravno Boston, ne, kamor sem potoval 3-krat, pa samo enkrat ga tekel, ne. Namreč prvič sem tja potoval leta 2010, pa je bil ta izbruh iz vulkana v Islandiji, tako da sem potem 2011 ga tekel. Te 3 sem, kot sem omenil, sem odtekel, zdaj pa se zadeve kar precej komplicirajo. Veliko je tudi nejasnosti, kako naprej, namreč tam je velike razprave o tem, a te virtualni štejejo ali ne štejejo, a bojo odpovedi, recimo Tokio se je odločil, da so štartali samo profiči, pa ostali ne.
Tako da jaz sem zaenkrat nadaljevanje te zgodbe dal malo na stran, pa sem si rekel, pejmo mi še kaj drugega pogledati, sej to sem naredil. No, Boston, ker je pač nekaj posebnega, sem ga hotel res, tudi mi je v lepem spominu ostal, narediti še enkrat, ampak vse bo mogoče še kdaj priložnost. Bomo pa zato, zdaj, dokler je ta epidemija, mogoče malo bolj v regiji in širše po Evropi še kakšnega obrnili. No, maratonov tudi po Evropi si tudi ti že sam, svojo partnerico Polono tudi potujeta, ali sam, ali večkrat smo še tudi skupaj, že na te destinacije. Lansko leto bi mogli potovati, če se ne motim, skupaj na Ciper, pa če bo sreča mila, bomo potovali konec letošnjega leta. Ja, tako, držimo si pesti. Omenil si te majors, je zelo zanimiv je. O majorsih že skozi govorim, da bom naredil posebno oddajo, no, ampak tebe imam tukaj, pa te sem še kaj poprašal od tega. Letošnje leto so ti majorsi zdaj skoncentrirani na 6 tednov v jeseni, med koncem septembra in začetkom novembra. Komur bo pa to uspel narediti v kosu, razen tega, da rabaš recimo 20 ur denarja, pa 2 meseca dopusta, tisti bo pa res legenda. Ampak prehranimo to za drugič. Moraš mi povedati, preden se posvetijo ostalim maratonom, ena stvar me sigurno zanima od Bostona, ali je ta Screaming Tunnel oziroma tisti Wellesley College, ki je v progih, ker ta dekleta z plakati Free Kiss pa takimi podobnimi se derejo. Si to izkoristil, si dobil kakšen poljub od tistih kričečih deklet, ki so res posebnost na teh maratonih? Ja, se pravi, tako kot vsak maraton, sem seveda tudi bostonskega naštudiral, kaj vse me čaka. No in tukaj kot sem prej rekel, Boston je eden od teh, kjer je štart in cilj sta vsak na svojem koncu. Štart je v majhnem mestecu Hopkinton in to ni tipični mestni maraton, samo zadnjih par kilometrov se teče praktično v mestu, ostalo je pa po periferiji bolj. No in seveda ta Screaming Tunnel, to je posebnost, tam nekje na 20. kilometru pridemo tekači do tega mesteca Wellesley, kjer je ta dekliška šola in oni imajo približno pol leta priprave že pred maratonom. Naredijo špalir, približno slaba 2 kilometra dolg, seveda so postavljene ograje in to je šok. To, ko priješ, je res šok. Zato, ker pred tem tečeš skozi manjše kraje, potem pa kar naenkrat prideš v ta ograjen prostor in tam punca do punce, dekleta z napisi in seveda od tega poljubi me, objemi me, ne vem, ena je imela celo napis tam, sem videl pol na enih posnetkih, če me nož objel, bom pa za Trumpa volila, pa take. Se pravi, tisti del je res šok, ker jaz sem se seveda pripravil in sem se ne dvakrat pustil, da so me izvlekle, ampak to zna biti pol kar nevarno, ker pol tudi čas, ki ga zasleduješ, ni več. Da, ni več. Že tako sem trpel tam, ker na tej tekmi so bila skupaj z Alešem Žontarjem, kjer so se nekako zmenila, da bo skupaj tekla. No, ampak mi je do tega Screaming Tunnela že pobegnil. Mimogrede, on je pol tam tudi odtekel osebni rekord, 2:46, tako da mi je dal 4 minute takrat. Namreč, mogoče še nekaj, ko so glih pri Bostonu, ta je kar dosti zahteven tudi iz tega stališča, ker je prvih 16 kilometrov se kar spušča in je seveda za mišice to tudi ni preveč dobro, če nabijaš in tam seveda jaz sem tekel z njim, pa ga tako gledam, pa prav, pusti stari, ti kar teč za mano, greva midva, No, pol na koncu sem pač plačal svoje, davek, ker je šlo malo počasneje, kot sem mislil, ampak
Vseeno, zelo lepa tekma, to je maraton s Patino, ne, to je skoraj 120 let, kar se tam že dogaja maraton, tam je tekla tudi prva maratonka. Tako da tudi sam Boston je univerzitetno mesto, je nekaj posebnega, je dosti podoben evropskim mestom. Ne. Na prvi pogled niti nimaš občutka, da si v Ameriki, ko prideš tja. Mi smo bili celo nastanjeni tam v kampusu MIT-ja, se pravi Massachusetts Institute of Technology, in smo malo tudi ta del študentski videli in doživeli. Tako da je bilo zanimivo. Ja, prej pri New Yorku super zgodbe, vem, da jih je bilo še več, tudi John Trme je upozoril, vprašaj ga, zakaj ni dobil piva, ker ni imel osebne, ampak tega te ne bom vprašal, bo to obdelal v pivu. Sam si omenil, pa zasledil sem, da v New Yorku si bil na svojem drugem New Yorku si bil tudi zastavonoša, tam predstavitvi narodov, ampak bolj kot to me zanima, kakšna je pa ta tvoja pot v Chicago, ko si rekel, da tam se ti je pa zgodil za en celovečer, ali pa za eno življenje dogodkov v zadnjem, ko si šel, to pa moraš zgodbo zaupati tudi meni, pa poslušalcem in gledalcem. Ja, zdaj ta maratonska in ostala tekaška popotovanja, večino sem jih si organiziral sam, nekaj malega pa tudi preko agencij. Zdaj na ta največja, te majorse, ti kaj dosti ne ostane, zdaj ste tudi vi vskočili, ne, v to, da rečem, in del organizacije, ampak prej še, na začetku, ko sem potoval pa kakšne Američane ali koga, in tisto je bilo potem dosti zahtevno, logistično, pa mogoče malo dražje. No, ampak ta pot v Chicago 2017 sem jo tako kot večino ostalih planiral sam in se mi je zgodil, da 3 mesece prednje je bilo treba iti tja, je Air Berlin šel v stečaj in seveda sem bil pred odločitvijo, kaj zdaj, ali pustiti vse skupaj, ali kaj, in sem se odločil, nič, gremo v nabavo novih kart, pa bomo že pol nekako do tistega denarja prišli. Karte sem nabavil in seveda tisti dan, ko je prišlo, potoval sem pa iz Zagreba, Amsterdam in potem naprej do Chicaga, pridem v Zagreb zjutraj, let odpovedan. Zato, ker je orkanski veter bil v Amsterdamu in tisto letalo ni moglo. Skratka, ta let je bil odpovedan, pa so rekli, okej, bomo najdli nekaj drugega, boš pa letel preko Frankfurta in seveda pa potem za Chicago. Čekirali so mi pa, dobil sem pa boarding pass samo do Frankfurta in seveda, ko sem prišel tja, so rekli, da kam zdaj jaz grem, ko nimam boardinga, ne. Bilo je pa zelo časovno kratek čas, da sem prišel do tja. No, jaz sem seveda kot dober tekač tekel čez celo tisto letališče in nekako prišel do boarding gate in seveda so bili zaprepadeni, ko sem se tam pojavil, ne. Ampak moja prtljaga je pa bila čekirana. Skratka, na koncu, ker ni bilo druge, sem letel naprej v Chicago v business klasu. No, to je bilo v redu, se pravi, nekako sem tja prišel, nazaj grede pa spet štala, ne. En dan preden bi se vračal nazaj iz Chicaga preko Pariza, so v Parizu imeli štrajk in je bil moj let predstavljen za en dan. Tako da, ker sem bil nastanjen v Airbnb-ju, sem pač se tam dogovoril, sem mi podaljšal za en dan in potem sem pač naslednji dan šel na letališče za Pariz, let je zamujal. In spet je bilo treba ujeti naslednjo letalo v Parizu, spet tek čez celo letališče. Boarding gate je bil zaprt, ko sem jaz pritekel tja. No in nekako so se mi usmilili, pa so se me spustili gor in seveda sem prišel potem srečno v Zagreb, moja prtljaga pa ne. Tako da na tej poti sem doživel toliko, kar prej na vseh ostalih nisem. Ampak tudi to moraš vzeti v zakup,
tudi to je en del popotovanja in nekako ne smeš si preveč to. Včasih je treba tudi kaj na hec obrniti. Posebej potem, ko si varno doma. Ja. Ja. Te zgodbe se kopičijo očitno. Toliko potuješ, ja, da te bo enkrat res sekretar Šter reševal iz kakšne destinacije, ampak to bo spet posebna zgodba, ko boš knjigo napisal o svojih maratonskih popotovanjih. Omenil si prej Berlin 2013, vem, da smo se tam še srečali za kratek čas. A si še to z nami, ne vem, ne spomnim se čisto dobro, to je že dolgo nazaj. Je bilo pa to leto, to se pa spomnimo, ko je v Bostonu spomlad počela tista bomba in tisto leto so bile varnostni protokoli na vseh teh maratonih tako zaostreni, da na Berlinu smo mogli čez 3 kontrole, da smo prišli na štart. Ironija je bila potem zelo velika, ko je v cilj pred Kipsangom, ki je postavil svetovni rekord, pretekel čez ograjo, skočil par metrov pred ciljem en lokalc. Ti se je bilo pol tako, najhujši varnostni ukrepi, pa še vsem zmuznil. Daj mi ti povej, ker si tudi potem še veliko potoval, se ti zdi, da so se ti protokoli varnosti na maratonih, posebej teh večjih, posebej na majorsih, če so že pri tem zaostrili od prejšnjih časov, da je zdaj pač zadeve. Saj za New York sem poslušal, da praktično se ne moreš srečati s svojimi spremljevalci, dokler ne prideš čisto do konca ven, pa tudi, če si na pol mrtev in podobno. Daj mi ti povej svojih izkušenj, se ti to zdi, da je to hujš, ali niti ne? Ja, jaz sem to ko sem lahko primerjal New York 2008 pa 2018, to je blazna razlika, to se ne da opisati. Se pravi, pregledi, že če gledamo sam na Ski Expo, preden prideš ti do tiste svoje štartne številke in paketa tekaškega, že tam so kontrole zelo natančne, poleg potnih listov in vsega. Ko greš na štart, je na vsakem koraku so bile te checkpointi, bila je aktivirana komplet, da rečem, garda, policija, vojska. Na State Islandu, kjer je na vstopu potem v te ogromne bokse, kjer se potem dogajali 4 štarti, je bilo vse posod, vsi smo šli čez rentgen, vse posod so bile nameščene kamere, veliko sem videl tudi teh na žirafah, da rečem, na teh visokih kranjih, te 360-stopinjske. Tudi pol med maratonom vidiš kakšne ostrostrelce in podobno, ampak je vse tako, da ni moteče. Recimo Američani, tudi ko smo šli pol mimo vojakov in te garde, so jim ploskali in so zelo spoštovani. Mislim, ni bilo to toliko vsiljivo, v bistvu si se počutil zelo varnega. Tako da, če si spoštoval pač tista pravila igre in protokol, ki je veljal na posamezni točki in tudi na sami tekmi, ni bilo prav nobenih problemov. Sploh ti večji maratoni, že zaradi tega, ker so tako veliki, mislim, zaradi te številčne udeležbe, tako tekačev, kot tudi tistih, ki potem jih pričakajo, so organizirane zelo dobro tudi potem v ciljnem prostoru, kjer so potem tudi posebne točke, kjer se lahko srečajo z domačimi, ampak to je zdaj bilo, si rabo, ne vem, 2 kilometra, da si prišel do tiste točke. Množice tudi tekače. Tako da varnost je zelo, zelo poostrena. To sem doživel tudi sam. No, zdaj nas vse zanima, kako bodo te protokoli izgledali pa po novem zdaj. Poleg vsega, kar smo bili že navajeni, bodo zdaj gotovo še kakšni dodatni protokoli, upoštevajoč tudi pandemijo in tako naprej. Ampak to bomo, če Bog da, videli šele jeseni. Že 1 leto pa praktično virtualno tečemo. Ti si že prej omenil, da
pa tudi vem, da že prej, ko so bili še teki, si bil navdušenec nad Rohedron serijo in si kar nekaj teh maratonov po svetu, pa pol maratona odteku. Zdaj mi je pa omenil kolega Kralj, da če gre on na kakšen virtualni rock'n'roll maraton, je rekel, če mi pa kdo od Slovencev prihiti, pa ponavadi to Matjaž Vrhunc, ne? Se rekel, pa te moram vprašati, da očitno si tudi pri seriji rock'n'roll virtualni kar aktiven, a si še kje druge, koliko virtualnih tekov si recimo dirk si odtekel v lanskem letu? V lanskem letu sem jih sigurno 21. Bravo. Tudi leto že, kar v bistvu vsak teden se enega ali pa dva, namreč zdaj, ko ni teh pravih tekem, sem si nekako rekel, da bom namesto teh intervalnih treningov, recimo tistega enega, ki ga sicer narediš na stezi na teden, ne, pa grem in tečem teh virtualnih petkah ali pa desetkah, ne, 5 km 10, pol so tudi v miljah, ne, in to so, če greš na to rock'n'roll stran njihovo, boš videl, to so izzivi iz tedna v teden. Tako da delam vse, maratona še nisem, no, pa maratona mi je malo škoda se to gnati, ne, ker vseeno tam, če hočeš v age grupi biti na stopničkah, ker sem praktično vedno, rabiš kar spodoben tempo, ne. Ni zdaj to, da greš malo na trening. Tako da to, kar večinoma jih delam po Ljubljani, tule ob obvoznici, tako da je čim bolj ravno, pa da je čim manj semaforjev, ne. Tiste malo bolj našponane delam čez vikend, tako da kaj še manj prometa, ne. Tako da recimo zdajle, ko sem v nedeljo, ko smo s triatlonci skupaj tekli okoli Brda. Ravno na našem, sem videl, na mojem terenu ste bili, mene pa ni bilo. Ja, sem videl, da ste imeli, pa lepo si tekel, vrhunsko si odtekel. Kar v redu je šlo, no in ta tek sem pa izkoristil tudi za enega v teh polmaratonov virtualnih, tako da je bilo dvojno opojno. To še moram zapisati, dvojno opojno, polovička še virtualc, pa še recimo pivo na kot strojno opojno, pa smo tam. No, zdaj, še kar bo malo stala pri tvojih popotovanjih, prej sem te pozabil vprašati, sigurno imaš kje statistiko, koliko držav na svetu si obiskal, pa na njih tekel, imaš kje ta podatek? Ja, to imam malo, sem si izpisal, no. No, super. Tole, poleg teh 6, ki so jih omenila, je bil pol Madrid, to je bil sicer prvi 2-2, kjer sem šel na malo večjo tekmo, Malta, Firence, Barcelona, Lizbona, San Francisco, Moskva, Atene, Sevilla, Las Vegas, tam sem bil 4-krat, Dubaj, Washington, Oakland, Dunaj, Pariz, Liverpool, Ottawa, Toronto, Torino, New Orleans, no to sem bil 2 let nazaj, izredno lepa. Bravo. Florida, Gran Canaria, Ferrara, Palermo, Bukarešta, Solun, Dublin, Nica, Alicante, Porto, Izmir, Burlington, Ontario v Kanadi, ogromno, no, mislim, da ne govorim te v regiji. Impresiven seznam. Matjaž, mislim, da si eden tistih, ki ima med Slovenci, ta seznam sigurno je med daljšimi, no. Imel si tudi, rekel, odštekane vremenske pogoje, nekje si dejal, da je bil tvoj tek maraton najhujši pri -27, kje je bilo pa to? Ja, to je bila posebna zgodba, namreč, ko sem bil na enem tečaju v Kanadi, tam v Ontariju, sem potem tudi izkoristil to priložnost, da sem šel na tekmo in tam ravno ta Burlington,
ob jezeru Ontario, namreč to je bilo od januarja do marca, tam sem tudi doživel najhujšo zimo v svojem življenju, ko smo imeli par dni tudi -42. No, v tej bazi, kjer sem bil, so bili tudi ultramaratonska skupina, tako da sem enkrat na -25 z njimi obrnil 50-kilometrski trening, ne, da ne govorim, kaj vse nam je zmrzlo. Ampak no, ta tekma je bilo na -27 polmaraton in je zanimivo, ker to je bil res snežni metež na začetku, sploh nismo vedeli, da bomo prišli tja na štart in podobno, ampak pol tekma je bila. Je pa treba vedeti, da tam je druga vlaga kot tukaj in to temperaturo veliko lažje prenašaš. Ne? Recimo, kle pri nas ob tej vlagi ne vem, če bi lahko tekel. Sicer pa sem tekač, ki izredno rad teče po hladnem oziroma tekme, najboljše rezultate imam tam nekje 5 do 10 stopinj, sem pa zelo pa trpim na vročini, se pravi, zame je vročina že tam, če je na tekmi sonce, pa da je 17-18 stopinj, je zame že kar veliko. Ja. No, se pravi, destinacij ti kljub temu ne bo zmanjkalo, boš šel pa bolj na sever ali pa na skrajni jug, pa boš dobil tudi teh v minusu kar dost. Omenjaš, da si član vojaške reprezentance in to že 20 let. Vendarle ni tako lahko priti v vojaško reprezentanco. Se pogovarjam s tekači, ki so precej še mlajši od tebe, pa imajo kar težave. Ti si kar stalni član teh odprav. Se moraš vendarle potruditi, si motiviran zaradi tega, ker so to destinacije, ki so zanimive, ali pač, ker si enostavno dober, prideš zmeri ali pa večinokrat tudi zraven. No, najprej čisto tako, da razloživa tudi za naše poslušalce in gledalce, se pravi, ta atletska reprezentanca je sestavljena iz 2 delov. Eno so te, ki so profesionalci in to je njihov, da rečem, posel in drugo je pa ta maratonski del, kjer pa pač treniramo in tekmujemo normalno ob svojem delu, se pravi, ne moramo tudi biti tako dobri in tudi to ni naš primarni cilj. Zdaj, na začetkih sem bil še kar dober, da rečem, no, danes pa pač se moram res potruditi, ampak sem bolj kot rezerva, recimo v Wuhanu nisem tekmoval, ampak sem v bistvu pomagal pri atletih, pa obenem sem bil še fotograf tam. Tako da še vedno imamo tako, da za maraton je treba imeti rezultat kar krepko pod 3 ure. Imamo potem tudi svoje izbirne tekme in seveda na ta najvišja tekmovanja zunaj pač potujejo tisti, ki te norme dosežejo. Ne. Tako da je pa res, da v vojski lažje najdeš za kakšne krajše proge tekmovalce interesa, za maraton ni toliko, no. To je tudi res. Ne. No, ampak nič ne po 3 urami odlaufati, se vrstiš reprezentanco, tudi ne more kar vsak. A imaš kakšen cilj za kakšno naslednjo prvenstvo vojaško ali pa kakšno vojaške igre, kamor bi se rad uvrstil, ker je destinacija tako zanimiva pa privlačna, da bi se splačal potruditi? Ja, zdaj je itak vse to ugasnjeno, ne. Lani smo bili na dobri poti, da bi šli v Atene, ne, po 10 letih spet, pa je to žal odpadlo. Tako da letos ne vemo, mogoče, če bo ta tekma, ki jo imamo, NATO Run v Budimpešti. Sam mislim, da bojo to prej kolegi šli, ki so, mislim, da so vseeno bolj pripravljeni, no, kot jaz. Tako da zdaj za v prihodnje ne računam več toliko, da bi kot tekmovalec lahko v tujini. Tukaj doma pa še vedno nismo kar za v koš, da rečem, torej
naša ekipa zelo uspešna, recimo tako na Ljubljancu kot na trojkah. Ne. Tudi sam sem bil v sestavi kar nekaj trojk, ker smo bili na stopničkah. Tako da bolj vidim priložnost zase v sestavi vojaške ekipe na teh domačih tekmah. Zunaj pa, če bo priložnost, bo, če ne pa. Vodja ekipe v fotograf, to se zmer potrebuje. Ja. No. Zdaj meni je seveda večji izziv in tudi več priložnosti najdem v teh drugih tekmah. Ne nazadnje upajmo, da letos tudi v organizaciji maratonca, da bomo šli končno na ta Ciper odteči. Zdaj ga res že čakamo. Lani se nam ni šlo, čeprav jaz sem virtualnega odteku, tudi plačal tisto štartnino, ampak ni še nič prišlo, medalje in ostalo, pa sem pa izanč pobaral, kaj čakajo, pa so rekli, da ima njihova pošta prepoved pošiljanja v Slovenijo. Pa, imamo isti problem, nisva edina, midva še nekaj jih je in so vsi povpraševali, jaz sem isto poslal vprašanje dol in to je moče eden najbolj nenavadnih odgovorov, kar smo jih dobili od teh organizatorjev virtualnih dirk po svetu. Njihova pošta ne pošilja v Slovenijo, pika. Pozabil sem jih vprašati, v kjer države pošiljajo, da bi morda naredil kakšen obvod, ampak zelo hecno, sem rekel, če do novembra ne uspete, bomo pa dol osebno prišli iskat še lansko virtualno. Tako da jih kar pripravite, če je to problem. Če bi imel možnost izbirati, sigurno imaš pa na bucket listi kakšno posebno maratonsko ali pa drugo dirko, kamor bi pa res želel iti, pa nisi imel zdaj priložnosti ali pa je drago, težko tja prideti. Kaj je tazga, kar bi mogoče želel iti, pa bi enkrat to pač si res dal kot prioriteto? Ja, težko reči, mislim, zdaj so se apetiti zelo znižali. Ker še kakšen mesec nazaj sem še z Ljubljane težko prišel. Že do Radencev bi bilo zdajle, zelo fajn iti, to res je. Tako da, ne vem, izziv bi bil mogoče kakšen maraton, ta skrajni, ali ne vem, na severni tečaj, vem, da organizirajo. Mislim, zdaj, ravno zdaj sem razmišljal, koliko je takih poti, ki sem se jih odpovedal, pa zdaj, ko vidim, da je ta pandemija. In recimo ena taka pot je bila, ko sem imel že štartnino plačano, je bil ta Penang, to so bile te azijske igre, veteranske, pa nisem šel, in glizanč, ko sem to malo gledal, sem rekel, evo ti ga, bi lahko šel, pa nisi izkoristil. Če bi se danes odločil, bi definitivno šel. Takrat se mi je zdela karta malo predraga. No, sicer ta potovanja seveda so tudi stroški povezana in pač treba je vedeti, da to je praktično ves moj dopust gre v to smer. Imam tudi srečo, da moja partnerka Polona je tudi tekačica maratonka, tako da marsikero pot tekaško greva skupaj. Pa tudi, če ne greva s ciljem, da bova tam tekla, imava copate in dres s sabo, tako da se je že pol tudi postavili, recimo 2 leti nazaj, ko so šla v Porto, pa niso šla takrat, ko je maraton tam. No, pol pa sem malo googlal, pa sem videl, da 50 km stran je pa eno zanimivo mestece Guimarães, so pa tja šla. Je bil fantastična tekma, ker mogoče ne bi enkoli šel tja. Eno tako mestece, zelo zanimivo in se pravi, vedno potem nekaj tudi sproti se še zgodi, še mogoče niti nisi splaniral. Bravo, no to si lepo povedal, tudi jaz tako planiram marsikakšen, bo rekel, tudi družinski dopust, pa se pol kakšna taka nenavadna stvar pokaže in je res fajn. Večkrat si zdaj že omenil tudi to veteransko atletiko, ti si poleg tega, da si tekmovalec, tudi funkcionar, si predsednik
komisije za cestne teke pri Združenju atletskih veteranov, če se ne motim. To nekaj dela imaš s tem, se pravi, moraš neko koordinacijo moraš delati, tem, kaj obsega vse tvoje delo znotraj veteranske organizacije. No, Združenje atletskih veteranov Slovenije deluje znotraj Atletske zveze Slovenije. Ne? In jaz sem 2008 sem začel tudi kot veteran nastopati, tamveč takrat je bil ta EVAX, Evropsko veteransko prvenstvo v atletiki v Ljubljani. Bravo. To je bila zelo velika atletska prireditev, večdnevna, tudi maraton je bil, sicer ne po tej maratonski progi, kot jo mi poznamo. Ampak bolj zaguljeni. Ja, tako zelo težka proga je bila. No, in dejansko vsi nad 35 let, ki imajo željo, se lahko priključijo temu. In v tem veteranskem združenju deluje tudi ta komisija za cestne teke in hojo, katere član sem pa vodim, ne zdaj predsednik. No, pač malo koordiniram vse skupaj, čeprav je kar veliko dela. In znotraj tega imamo tudi svoja prvenstva državna v cestnih tekih, pa potem štadionska prvenstva, tekmovanja atletska, hitra hoja tudi, potem zdaj zadnja leta tudi v dvorani, odkar je Novo mestu v funkcijo dana izredno lepa atletsko-kolesarska dvorana. Tako da je tukaj spet veliko novih izzivov, pa tudi preko tega veteranske atletike sem kar nekaj potoval. No. Tukaj je bila pol priložnost, pa smo bili v Izmirju, potem šli so v Malezijo, Malaga, Alicante, potem Bolgarija, Nova Zelandija, Avstralija. To so svetovna prvenstva, so evropska prvenstva, potem imamo balkanska prvenstva. Recimo letos nekako je v načrtu še, da bo na štadionu v Novi Gorici odprto prvenstvo za veterane 3. in 4. julij, upam, da bo. Potem Leibniz v Avstriji, šesteroboj veteranskih reprezentanc, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške. V Ormožu bo odprto prvenstvo v cestnem teku na 10 kilometrov, to bo septembra. Potem v Novem mestu v sklopu novomeškega polmaratona bo oktobra odprto prvenstvo veteransko v polmaratonu. V planu je še udeležba v Korcah v Albaniji na balkanskem prvenstvu v atletiki od 17. do 19. septembra. Tako da, kdor želi se vključiti, na spletni strani naj vtipka ZAVS in bo dobil vse podatke, se pravi Združenje atletskih veteranov Slovenije. Edini pogoj je, da se včlani, 15 € je članarina letna. Imamo zelo dobro, smo organizirani, imamo tudi svoje drese, kot sem rekel, tekmovanja, potem letni zbor, vodimo statistiko, rezultate, ki sploh niso slabi. Ne. V priliki ti bom dal en ta zbornik, ki ga vsako leto izdamo, kjer so not vsi rezultati in človek bo res presenečen, ko vidi, kako dobre atletske veteranske rezultate imamo tudi v Sloveniji. In v svetovnem merilu se na koncu si rekel, da si sam pobiral medalje. Jaz tudi poznam zasledim par teh atletov, ki so še precej bolj zrelih letih, pa so svetovni prvaki, celo rekorderji in podobno. Tako da slovenska veteranska atletika je v vseh pogledih, bom rekel, visoko razvita. Praviš pa, da edini pogoj je, da si starejši od 35 let. Tako. Zdaj, praviloma grejo potem starostne skupine po 5 let in pravila so enaka, kot sicer veljajo v atletiki, tako da tukaj je kar precej teh izzivov, pa spodbuda, da rečem,
še dodatno za kakšne tekme in seveda tudi priložnost za to, da spet se spozna kakšen nov kraj. Večinoma potujemo organizirano, ponovadi kjer od naših članov potem za posamezno pot nekak je koordinator in vedno so za te evropske pa svetovne igre oziroma tekmovanja so najprej prijave preko spleta, potem pa še nam v vednost in potem ZAVS v bistvu potrdi listo tekmovalcev, če gre za višjo kategorijo tekmovanj, kot so evropska, svetovna, balkanska prvenstva. Lepo si zdaj tole predstavil vse skupaj, mogoče malo boljši vpogled v tisto, česar zdaj nismo vedeli, no, tudi tekmovalni koledar je pester. Mogoče dodam še ta, ki sem ga prej omenil, svetovne veteranske igre Kansai 2021. To bi letos, ravno zdaj bi se to moralo dogajati, pa je predstavljeno na naslednje leto. To je spet zelo velika priložnost za tekmovanja. Sicer igre pomeni to tako kot olimpijske igre, bi rekel. Se pravi 59 disciplin v 35 različnih športih. Konkretno za atlete bojo atletska tekmovanja na štadionu, to bo v Kyotu. Potem cestni tek na 10 km bo v Hikone, polmaraton bo v Kamitoda, spet eno tako mestece. Potem isto imajo otvoritveno slovesnost, pa zaključno slovesnost, se pravi, to je spet tekmovanje, ki traja tam 15-20 dni. Zdaj sem seveda naštel sam za ta atletski del. Bo pa to spet logistično kar zelo naporno za tiste, ki bojo šli sploh, recimo, tisti, ki bo sam na štadionu tekmoval, 1500, 2000 stipel, 10 km in podobno, bo pač samo v enem mestu. Jaz sem recimo prijavljen pol še na 10, na cesti, na stezi nekaj, pa polmaraton, pri veteranih pa maratona ni. To pa moramo vedeti. Zato tudi državnega prvenstva ni v maratonu za veterane, je samo za polmaraton. Samo polmaraton. Tako. Ampak ti si specialist za polmaraton prav gotovo, tako da verjamem, da so izgledi dobri. Dragi Matjaž, si izvrsten sogovornik, urca pa pol sem ti rekel, nama je šla takole. Povedala sva veliko stvari, osvetlila tvojo tekaško kariero. Je morda še kakšna stvar, ki sva jo res pozabila povedati, pa bi jo rad izpostavil, za zaključek morda? Ja, zdaj, za vse tiste, ki še razmišljajo, a bi tekel ali ne bi, jaz polagam na srce, pejmo ven pa stečmo. Sej na začetku je dosti tudi, da hodimo. Jaz tudi zdaj, kljub tej kilometraži, velikrat, ko razmišljam, a bom stopil v dvigalo ali grem po štengah, pa doskrat, če nisem res zelo uničen tisti dan, grem raj po štengah. Se pravi, najdemo nekaj, tek je meni dal zelo veliko v življenju, mogoče je veliko vplival tudi na to, da sem relativno zdrav. In predvsem tek mi pomeni tudi, da rečem, psihološko. Jaz med tekom veliko tudi razmišljam in če je bil težek dan, verjemite mi, jaz, ko pridem z enega teka, z treninga, imam čist drug pogled na svet. To se pravi, pol mi je lažje. In skratka, tek je ena od dejavnosti, ki jo sigurno priporočam, je pa res zmernost, postopnost. Če se le da, pejmo v družbi teči. Tega je danes čedalje več skupin. Jaz te koristim tudi v dobrodelne namene, se udeležujem posameznih akcij, ko zbiramo sredstva ali pa krvodajalske akcije. Tako da
tukaj se bo vsak najdel in sploh ni pomembno, koliko si star. Da vam povem, v Aucklandu je najstarejša udeleženka bila 102 leti stara in seveda tam, kaj je nastopila, so vse svetovni rekordi padli. Se pravi, Indika je bila. Ne. Skratka, nikoli ni prepozno, včasih gre malo bolj hitro, včasih pa počas. Super povedano. Ampak drugače, to sem ti hotel še reči. Itak si verjetno slišal, da pri pozitivnih učinkih teka obstajajo tudi alternative. Zadnjič sem slišal, da je 2 minuti smeha ima podoben učinek, 20 minut teka. Tako da ne se začuditi, če imaš kdaj v Kranju tamle, ki tekaš, videl na kakšni klopci, ki se ti režim. Sem imel, da si vedno korak pred mano, evo, in da boš za to doživel, bom rekel, najmanj 102 leti, če ne s tekom, pa z režanjem. Izvrsten zaključek, Matjaž. Res perfektno si tole zaključil. Jaz se ti zahvaljujem, Matjaž, za tvoj čas in res super pogovor. Upam, da se srečava prej, če ne, mogoče na letališču, ko se bomo odpravili na Ciper. Hvala ti, res, da si vzel čas, da si razložil vse tisto, kar nas je zanimalo o teku, velikih maratonih, na vse zadnje tudi o treningu. Super je bilo. Super. Ja, kaj ni rečem, hvala za povabilo, pa dober tek. Ostani, hvala, evo, Matjaž, super. Hvala, ostani tudi ti za tek. Spoštovani poslušalci, drage gledalke, to je bila 31. epizoda podcasta Zagret za tek. Matjaž Vrhunc, izvrsten tekač, je bil moj gost. Če imate kakršnakoli vprašanja, komentarje, zapišite to, delite, šerajte, lajkajte, naročite se na ta kanal. Midva z Matjažem greva zdaj vsak na svoj tek, je tako, Matjaž? Tako je. Bravo, evo. Jaz sem pripravljen. Mi smo pripravljeni, mi smo pripravljena. Pripravite se tudi vi, če ste pa na koncu tega teka, se pa še malo raztezajte, pa razmislite, napišite kaj resno. Hvala, Matjaž, hvala vsem ostalim. Srečno, dober tek. Srečno. Čau. Čau.